Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dobrodan želim. Gostja tokratnega podcasta Na obisku je doktorica znanosti, specialistka interne medicine in internistične onkologije, dolgoletna zdravnica na oddelku za limfome na Onkološkem inštitutu Ljubljana in prejemnica naziva Moja onkologinja leta 2021. Doktorica Južnič Šetina, lepo pozdravljeni in hvala, ker ste si vzeli čas za naš podcast. Dober dan in lepo pozdravljeni. Rekli ste kolegom oziroma novinarjem iz Vive, da ste bili zares presenečeni, ker ste po izboru bralcev postali Moja onkologinja leta 2021. Zakaj ste bili tako presenečeni? Ja, res je, jaz sem bila zelo presenečena, ker nas je zelo veliko onkologov na Onkološkem inštitutu in tudi drugje po Sloveniji. Vsi so dobri zdravniki, oziroma vsaj večina je dobrih zdravnikov, zelo čutnih in srčnih zdravnikov, tako da moram reči, sem bila res presenečena, da sem bila izbrana. In se v tem trenutku tudi zelo zahvaljujem za to, da ste me izbrali. Se mi je pa zdelo zanimivo, ker v resnici limfomi niso najpogostejši raki, tukaj pa gre za izbor bralcev. To je res zato velika nagrada, ker bi bilo bistveno bolj razumljivo, če bi bil kdo z področja denimo raka ali dojk ali prostate ali katerih bolj pogostih rakov, recimo internist onkolog. Ja, limfomi res niso najpogostejši rak. Imamo druge rake, rak pljuč, dojke, gastrointestinalni raki, ki so pogostejši. Je pa res, da na limfomih veliko bolnikov pozdravimo in jih potem tudi dolgo časa vodimo, tako da ostanejo bolniki kar dolgo časa pod našim nadzorstvom in našimi kontrolami. Tako da morda je tudi to eden od razlogov, da sem bila izbrana. Zdaj, ko ste s svojimi bolniki leta in leta, denimo potem samo še verjetno na kontrolnih pregledih, se človek kar že bolj spozna, pa bolj naveže. Ja, nekateri bolniki so dali tudi skozi zelo hudo zdravljenje, tako da sploh v teh primerih se zelo spoznam z bolniki in tudi njihovimi svojci. In se pravzaprav z bolnikom zelo naveževa, bom rekla, en na drugega. Tako da jaz poznam bolnika še potem leta pozneje, ko ga spremljam, in bolnik seveda mene. Mogoče moram povedati, da sem tudi praktično premišljevala ves čas v službi, razen rednih dopustov, tako da tudi to je en od razlogov, oziroma ena stvar, ki jo imajo bolniki zelo radi, da ves čas pravzaprav se obračajo lahko na enega zdravnika, ki jih vodi in jih pozna. To ni zelo samoumevno, zdaj šele vidimo v teh covid časih, kako je v resnici to včasih težko. Ja, res je, kako težko je priti do svojega zdravnika. Ker drug zdravnik seveda bo naredil tisto, kar mora seveda narediti kot zdravnik, ampak ne pozna pa bolnika, ne pozna svojcev, predvsem pa ne pozna bolnika. In potem morda bolnik je v določenem trenutku zadovoljen z obravnavo drugega zdravnika, ker ima vseeno drug pogled, ampak v bistvu si pa večina bolnikov želi videti enega zdravnika, ki ga spremlja od vsega do začetka. To je zagotovo povsem res. Povejte nam o bolnikih z limfomi, Hodgkinovim, ne-Hodgkinovim limfomom. Velikokrat tudi sami ste rekli, to so mladi bolniki, ki imajo naporno zdravljenje, pa še leta in leta potem pridejo na kontrolo. Kako drugačni so ti onkološki bolniki, ki so mladi, so danes drugačni, kot so bili še pred 15 leti, ko niso rasli, da rečemo, že iz plenic ven s to digitalno tehnologijo? Ja, jaz bom rekla, da bolniki so praktično enaki že vrsto let. Predvsem mladi bolniki so bolniki s Hodgkinovim limfomom. To so bolniki, ki zbolevajo nekje do 30. leta starosti, dajo skozi
večina njih zelo hudo zdravljenje in imajo potem tudi, seveda, tudi mogoče 10 in 20 let pozneje neke posledice tega zdravljenja. Zato je zelo pomembno, da so ti bolniki pravzaprav nekateri, vsaj tisti, ki so zboleli do 30. leta starosti, ves čas na kontrolah na Onkološkem inštitutu. In tudi, ko pri meni zaključijo obravnave, nekje je to 5 let po zaključenem zdravljenju, grejo potem v ambulanto za pozne posledice zdravljenja. Kar jim zelo svetujemo, se tam pač izvajajo neke preiskave, s katerimi se ugotavlja in pravočasno odkrije te pozne posledice zdravljenja. Je pa res, da večino teh bolnikov pozdravimo in seveda jaz vsem bolnikom povem, da se morajo po zaključenem zdravljenju nekako vrniti in se vključiti nazaj v svoje življenje. Jaz jih spodbudim, naj grejo nazaj v službo, ker tudi to je včasih problem po 2-letni odsotnosti ali pa bolniškem staležu. Zato, da niso doma in da ne premišljujejo ves čas o svoji bolezni oziroma o tem, a se bo bolezen vrnila ali ne. Spodbudim jih, naj se začnejo ukvarjati z nekimi dejavnostmi, ne vem, berejo knjige, se ukvarjajo s športom, mogoče se učijo jezike, skratka nekaj novega, naj se začnejo učiti, zato da si zapolnijo čas in morda ob tem sprostijo in pozabijo na hudo zdravljenje, ki so ga dali skozi. V Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo skupaj s strokovnjaki tako z Onkološkega inštituta kot seveda z vašimi kolegi hematologi čez cesto z kliničnega oddelka za hematologijo zelo dobro sodelujemo pri snovanju pa tudi izvedbi tega rehabilitacijskega programa za bolnike s krvnimi raki skupaj na poti do zdravja. Kako vi ocenjujete to sodelovanje in zakaj je ta rehabilitacija tako pomembna po vašem mnenju, čeprav ste že kar veliko tudi zdaj nam povedali? Ja, to sodelovanje jaz mislim, da je zelo dobro in poteka tudi to zelo dobro s profesor Zupanovo iz hematološke klinike. Jaz mislim, da tam se bolniki med sabo majčkeno povežejo in se spoznajo, mogoče vidijo, kako se drugi prebijajo skozi nekateri zelo težko obdobje te rehabilitacije po zaključenem zdravljenju. Potem je tukaj vključen seveda prehranski strokovnjak, strokovnjak za športne aktivnosti, psiholog, psihiater po potrebi. Tako da jaz mislim, da je to zelo koristno za bolnike in zelo svetujem. Seveda ne za tiste bolnike, ki so sredi težkega zdravljenja. To je mogoče bolj primerno za bolnike, ki so proti koncu zdravljenja oziroma ki zaključijo zdravljenje in imajo, bom rekla, relativno dobro prognozo oziroma izhod bolezni. To ni primerno za bolnike sredi težkega zdravljenja, ki si morajo kontrolirati krvno sliko ali pa ki imajo zelo veliko bolezni. Je neko fazo to zagotovo zanje prenaporno, potem pa verjetno čim prej želeno. Tako, ja. Dobro. In to sodelovanje z združenjem, kolikor me je znano, je zelo dobro, tukaj zelo pohvalijo pravzaprav vse zdravnice z vašega oddelka za limfome in zanimivo je, se mi zdi, ste same zdravnice in tak ženski kolektiv. Ja, medicina je bolj ženska zadeva, sploh stvari, ki niso povezane s kirurgijo. Tako da zdaj nas je že 6 specialistk v tem našem ženskem kolektivu, ki smo vse na oddelku za maligne limfome pod vodstvom profesorja Zerškove Jane. Kako se razumete, kako sodelujete? Je to kaj drugače, kot če bi bil mešan kolektiv ali pretežno moški? Ja, se strinjam, verjetno bi bilo mogoče majčkeno bolj zabavno ali pa vsaj v določenih trenutkih bolj šaljivo, če bi bil mešan kolektiv, ker moški vseeno prinesejo en svoj pristop imajo. Zdaj, ženske smo nagnjene bolj analiziranju mogoče, bolj smo resne, bom rekla, bolj smo pridne mogoče, tako da tukaj včasih kakšen moški pristop vseeno majčkeno bolj sprosti recimo to napetost. Drugače se pa dobro razumemo. Jaz moram pohvaliti, mi imamo skupne konzilije, tudi vmes smo ves čas v delovni sobi, praktično se lahko med sabo konzultiramo, pogovarjamo o bolnikih, kar je zelo pomembno. Ja, kar je zelo pomembno. Ste pa precej obremenjeni, zelo veliko bolnikov imate?
Ja, bolnikov je zelo veliko, tudi jih je vsako leto več. Zakaj je vsako leto več bolnikov z limfomom? Mogoče tudi zato, ker se po eni strani se starostna doba viša. Tako da je veliko tudi starejših bolnikov. Z nehodžkinovimi limfomi so pa starejši bolniki, so stari nad 60 let v povprečju, nekateri so stari tudi nad 80 let. In ker je limfom dobro ozdravljiva bolezen, seveda praktično nobenemu ne odrečemo zdravljenja. Tako da jaz imam kar nekaj bolnikov, ki so stari nad 80 let in imam tudi kar nekaj bolnikov, ki so zdravi in so dali čez to zdravljenje, ki je sicer prirejeno njihovi starosti, ampak so na koncu recimo zdravi. Zdaj seveda nekateri zdravljenja ne morejo speljati, v tem primeru seveda zdravljenje prekinemo in se odločimo potem za neke paliativne pristope, kar vedno z bolnikom in svojci uskladimo. Zagotovo je zelo težka diagnoza, rak, nedvomno, torej za bolnika, ko se z njo spozna, ko se mora z njo soočiti, pa vam jo je lažje izreči danes kot pred recimo 10, 15, ne vem, 20 leti. So izidi bolezni oziroma prognoze danes boljši? Ja, prognoza se je precej izboljšala. Sploh zato, ker je vedno več novih zdravil. Poplava novih zdravil tudi na drugih lokalizacijah, ne samo na limfomih, kjer je bila pravzaprav prognoza že ves čas dobra. Vendar tudi na limfomih so nova monoklonalna protitelesa, celična terapija, male molekule, kar je glede na rezultate raziskav še izboljšalo preživetje teh bolnikov. Izboljšalo je tudi čas do progresa bolezni, ker so nekateri limfomi, kjer ne moremo doseči ozdravitve, ampak za zdravitev in s temi zdravili se podaljša čas do ponovitve bolezni, kar bolnikom zelo veliko pomeni. In tudi seveda zdravniku, ki pač vidi svojega bolnika, ki hodi recimo v remisiji oziroma za zdravitvi na kontrolni pregled. Nekatere reči so ozdravljive, druge zazdravljive, vedno se ne izide. Kako shajate sami s tem? Ja, to se mene, tudi ostale zdravnike verjetno zelo dotakne. Seveda diagnoza rak ne prinese vedno dobrega izhoda bolezni in se srečujem s kar nekaj žalostnimi zgodbami, ki se končajo pravzaprav slabo. Tukaj je sploh hudo, če gre za mlajše bolnike, kjer so seveda vpeti tudi morda svojci, starši ali pa otroci, kar je pravzaprav zelo hudo. Zdaj tukaj vedno pravzaprav imamo sestanek tudi s pomočjo paliativnega tima, oziroma jaz se pogovorim tako s svojci kot tudi z bolnikom, kjer seveda je potrebno povedati žalostno novico, o kateri seveda svojci so itak prizadeti, tudi bolnik je prizadet in tudi jaz sem prizadeta, sploh če spremljam bolnika dolgo časa, kjer se navežem na njega. Tako da ja, zdaj jaz moram reči, da dostikrat premišljujem o tem tudi doma. Moja sprostitev doma so potem kakšne športne aktivnosti, Šmarna gora je moja velika sprostitev recimo, ali pa kolo, pa kakšne knjige, potovanja, na katero skušam iti vsaj enkrat na leto. To mi prinese neko sprostitev. Pa in tako odklop morda v teh ja, in pa odklop od teh težkih zgodb, ki so, kolikor se da. Dobro, omenili ste potovanja pa gore, zdaj vem, da gore združujejo vas in vašega soproga, potovanja pa se mi zdi vas in vaše prijateljice. Kako je s temi rečmi? Jaz mislim, da je potrebno si privoščiti mogoče enkrat na leto počitnice tudi izven kroga družine ali pa mogoče s prijateljico, s katero zadnjih kar nekaj let, razen v teh covid časih, ki so zdaj, sem odpotovala nekam v daljne kraje. Še najraje imam povezane s hribi, recimo kakšen trekking v Nepalu. Predvsem pa rada vidim druge kulture, druge ljudi,
potem gore in pa drugačno naravo. To je velik odklop. Tako potovanje traja mogoče 2 do 3 tedne, tako da res en teden človek rabi, da pozabi na službo, pa potem je res tisti pravi odklop in pa potem vrnitev nazaj. Kaj je pa alpinizem? Alpinizem zdaj že nekaj let, kar dosti let ne prakticiram več. Je pa moj mož alpinist, res in je zelo veliko plezal v preteklosti, ampak vsaka zgodba se enkrat konča, tako da se je tudi on usmeril, pri nas smo zelo športno usmerjena družina, se je tudi on usmeril potem v kolo. Tudi jaz sem potem enkrat, ko so prišli otroci in druge obveznosti tudi v službi, z alpinizmom nekako zaključila. Je pa bilo to eno zelo lepo obdobje mojega, bom rekla, bolj mladega življenja. Ampak sta pa bila oba v izpitnih komisijah pri, se mi zdi, Planinski zvezi, a ne? Res je, jaz sem bila bolj kot zdravnik takrat, prva pomoč je bila v tej izpitni komisiji, no, on pa je bil kot alpinist in inštruktor v tej izpitni komisiji. To so bili taki lepi časi, ki so bili povezani s hribi, potem seveda tudi z drugimi alpinisti in športniki in so bili eni taki res lepi časi, ki se jih rada spomnim. Glede na to, da ste seveda zdravnica gorsko reševanje, ste tudi v tej smeri bili kdaj dejavni? Ne, moram reči, da ne. Tukaj bi mogla biti bolj, oziroma nisem alpinistka, tako da tukaj seveda je treba imeti druga znanja še. Kombinacijo različnih reči. Dobro, rekli ste, smo športna družina. Kako pa je športom in vajnima otrokoma, sin in hči sta, ne? Ja, sin je treniral kolo, tako da vsak od nas se mora ukvarjati, oziroma se ukvarja z nekim športom. Hči tudi teče, potem mož je zdaj se sploh zelo v cestno kolo usmeril, tako da tudi trenira te mlajše kolesarje. Zdaj jaz moram reči, pa sem tekla dolga leta, zaradi kolen mogoče zdaj tega ne prakticiram več. Hodim pa na Šmarno goro še, pa kolo, recimo Rešica, na Rešico se penjem ali pa ne vem, v Kranjski gori imam neke določene poti, včasih Vršič tudi. Bravo, ne, tam kjer je gneča, kakšne svoje? Kakšne svoje, ja, dobro, pa tudi tam, pa tudi znane, ne, recimo, ne vem, Tromeja s kolesom ali pa take stvari, ja. Odlično. Za otroka sem vprašala, ker vem, da oba študirata medicino in da ste ena bolj morda redkih mam, ki ni uspela zagravžati svojega poklica otrokom, kar se nam velikokrat zgodi. Na kakšen način ste jim opisovali ta sicer prelepa, ne, zdravniški poklic, da je postal blizu tudi njima in vama morda nista zamerila let in let dežurstev, let in let skrbi pa odsotnosti. Kako ste to dosegli? Res je, pravzaprav sta zelo pridna. Najprej moram to povedati, sin je zdaj 4. letnik medicine in njega dejansko medicina zanima, tako da sem včasih prav presenečena, ko on za kakšen izpit študira in mi potem pride kaj povedati in pove, da je to zanimivo, kar pomeni, da ne študira samo za to, da bi naredil izpit, ampak tudi se nekaj iz tega nauči. Za hči sem mislila, je bila bolj naravoslovno usmerjena, da bo šla študirati kaj drugega, recimo kemija je bila zelo všeč, ampak je na koncu se tudi odločila za medicino. Tako da so pa res, sta pa mogoče majčkeno različna, no, tako da zdaj sploh starejši sin Matic je zelo blizu tudi bolnikom, tako ima rad ljudi, rad pomaga, no. Zdaj hči morda bo pa kaj drugega, v medicini so široke možnosti. Imate že ogledane oziroma namišljene kakšne specialnosti? Bosta šla tudi ona dva v internistično onkologijo ali kaj drugega? Ne, še prezgodaj. Hčerka je sploh šele 2. letnik. Ja. In 1. letnik so pravzaprav imeli online, ker zdaj ni potekalo ne predavanj, ne vaj niso imeli, tako da pravzaprav doma iz svoje sobe, kar je bilo še kar hudo v teh covid časih. Zelo hudo, ne? Nekateri pravijo, da te generacije ravno v prehodu iz gimnazije na faks. Se mi zdi, da ravno za to generacijo je bilo najhujše,
ker pravzaprav se niso niti spoznali med sabo. Oni so po skupinah razdeljeni po pač priimkih in so spoznali izključno in samo svojo skupino preko računalnika. Tako da zdaj se ne poznajo. Zdaj so začeli ta teden, tako da jaz upam, da se bodo vsaj spoznali med sabo. Odlično. Vi ste pa že od otroštva, sem brala, vedeli, da si to želite. Niste denimo želeli, veste kaj imajo otroci radi, zdajle bi radi postali pasji frizerji, to je zelo in. Vi pa ste že toliko zanimivo. Jaz sem že v osnovni šoli vedela, da bom zdravnica in sem pač sledila temu cilju. Tako da moram reči, da niti nisem pomislila na to, da bi karkoli drugega študirala. Tako da ja. Jaz sem potem končala fakulteto, sem bila pač izbrana in potem sprejeta v službo na Onkološkem inštitutu, potem dodeljena na ta oddelek za maligne limfome in tam sem. Vse življenje že celo večnost. Ja. Koliko let ste že na oddelku? Zdaj sem pravzaprav že 28 let, če še prištejem specializacija in kroženje, ne. Pravzaprav že 20 let specialist, ja. Potem pa dejansko imate en tak zelo širok in dolg pogled prav konkretno na to področje onkologije. Ja, res je. In pravite, da so razlogi, da smo lahko optimistični, da v splošnem se stvari neverjetno razvijajo. Vsekakor. Sploh limfomski bolniki imajo res dobro prognozo, tako da toliko dobro prognozo pravzaprav, da se ukvarjamo bolj s poznimi posledicami zdravljenja, sploh pri Hodgkinovih limfomih in tudi ne Hodgkinovi limfomi imajo res dobre možnosti in za ozdravitev in za zazdravitev, ker seveda so določene bolezni oziroma določeni limfomi neozdravljivi. Tudi ne nazadnje ni samoumevno, da imamo to ambulanto za pozne posledice, ne? Če ravno si seveda vsi želimo, da bi lahko bila še bolj še širša, da bi lahko uspela še več bolnikov, sistemsko urejena, kar ni, ampak vendarle je spet svojevrsten unikum, a ne skoraj da v Evropi. Se strinjam, bolniki so pravzaprav sledeni, tisti, ki hočejo biti sledeni do konca življenja. Tudi drugi bolniki, nekateri, ki morajo iti s kontrol, si želijo še nazaj, priti vsaj enkrat letno na Onkološki inštitut, ker vsem se počutijo varne. Počutijo se varne, ker jih pogleda njihov zdravnik oziroma zdravnik na Onkološkem inštitutu, vejo, kako poteka ta pregled, nekako se počutijo res varne. Ni pa seveda možno vseh gledati, tako da mi bolnike večinoma zdrave po 5 letih, tisti, ki so stari nad 30 let, jih vrnemo nazaj potem v sledenje izbranemu družinskemu zdravniku. Zanima me, kakšen je pravzaprav bolnik, ki si ga zdravnik želi, ne? Kako bi opisali bolnika, ki si ga želite, da bi čim bolje z njim sodelovali in da bi bilo seveda zdravljenje še uspešnejše? Torej, najboljši bolnik je tisti, ki zaupa medicini, klasični medicini, ki sprejme, bom rekla, priporočeno zdravljenje in pri katerem gre seveda potem tudi bolezen dobro nazaj in ki ga na koncu pozdravimo. Seveda potem po zdravljenju nastopijo določeni problemi in tako z vrnitvijo nazaj v službo, z zaključitvijo bolniškega staleža, ker so bolniki vseeno toliko časa doma, da potem se včasih težko vključijo nazaj v svojo družino in pa tudi v svoje socialno okolje in pa v službo. Seveda najboljši je tak, ki je tudi psihično tako trden in močen, da tudi po zaključenem zdravljenju mu to uspe brez večjih pretresov. Doktorica Južnič Šetina, bolniki vas poznajo in nam o tem povedo, da ste umirjeni, realni in da ste prijetna zdravnica, saj da težkih zgodb ne ulepšujete, vendar pa dajete bolniku vedno znova in znova upanje. Ja, res je, jaz sem dokaj resna, včasih sem preresna, seveda tudi včasih zaskrbljena, tudi zaradi drugih stvari. Vsak od nas zdravnikov ima tudi svoje osebno življenje, svoje skrbi, no, ampak skušam seveda to potem malo omiliti ali pa bolniku se nasmehniti in mu dati nekako vedeti,
da bo za njega poskrbljeno. Jaz moram reči, da se z vsakim bolnikom in tudi svojci usedem, preden začneva zdravljenje, se z njim pogovorim, mu povem, ne ulepšujem stvari, mu povem, kakšno je stanje njegove bolezni, kakšno bo zdravljenje, kakšni so stranski učinki zdravljenja. In mu seveda na koncu upanje je potrebno pustiti. Povem, da bomo naredili vse, da bi ga pozdravili. Kar pa seveda 100% ne moremo pri nobenem tipu limfoma zagotoviti. Sploh nimamo 100% zagotovil v življenju na nobenem področju. Torej, prej ste omenjali zaupanje, da je dobro, če bolnik zaupa zdravniku, da si zdravnik želi bolnika, ki zaupa v medicino, v znanost. Zdaj vemo, da je veliko alternativnih možnosti, vedno več. Kaj storite, recimo, če se en bolnik pa odloči, da se ne bi zdravil po nekih sodobnih vaših dogmah, ampak na nek drug način? Kje najdete potem konsenz? Ja, nekateri bolniki se odločijo za alternativno medicino. Zanimivo je, da so to ponavadi mlajši bolniki in ne starejši bolniki. Starejši bolniki so hvaležni, da pač naredimo vso diagnostiko, da jih skušamo pozdraviti. Zdaj, mlajši bolniki pa poiščejo tudi druge možnosti na internetu in se res včasih, redko sicer, odločijo za alternativno zdravljenje. Jaz sem zelo žalostna in nesrečna, če so to bolniki s Hodgkinovim limfomom, ki ima res dobro prognozo, kjer pravzaprav sploh v nizkih stadijih pozdravimo več kot 90% bolnikov. Seveda pa je vsaka ozdravitev odvisna od stadija bolezni. Več je bolezni, hujše zdravljenje čaka bolnika in morda je tudi več možnosti, da se bo bolezen ponovila, kar pa potem prinese še hujše zdravljenje. Tako da zdaj bolniku skušamo to obrazložiti tudi na konziliju. Zdaj, če gre res za mlajšega bolnika, so prisotni lahko tudi starši zraven. Vendar seveda se mora pa vsak bolnik na koncu sam odločiti, ali bo pristal na zdravljenje ali ne, in seveda to tudi podpiše. Tako da jaz potem seveda omogočim, da se bolnik premisli, in ko se premisli, se seveda lahko nazaj naroči na oddelek oziroma v ambulanto, enkrat, ko se odloči za zdravljenje. Kakšnih velikih čudežev ni. Zdaj gre za maligno bolezen, ki ponavadi napreduje. Nekatere napredujejo hitreje, nekatere počasneje, ampak večina bolnikov pride nazaj. Eni pridejo nazaj z zelo razširjeno boleznijo, tako da sem kar jezna na take bolnike, ker je potem seveda to prinese res eno obsežno zdravljenje in tudi seveda zaplete tega zdravljenja in dolgoročne posledice zdravljenja, ki bi bile, če bi se pravočasno odločil za zdravljenje, tak bolnik veliko manjše. Ampak vzamemo pa vse nazaj na zdravljenje. Tako, na zdravljenje in na... In ozdravitev, moram reči, da je možna seveda tudi pri razširjenih stadijih Hodgkinovega limfoma, ampak z več posledicami, dolgoročnimi. Ko ste omenjali to zaupanje, pravijo že zaupanje samo, zdravnik sam, a ne, če se mu zaupa, je že sam po sebi zdravilo, ker tako menda deluje naša psiha, a ne, da tisto, v kar verjamemo, v nekem delu že lahko pomaga. Ja, jaz mislim, da če bolniku realno razložim stanje, mu večkrat razložim, bolniku je potrebno in tudi svojcem mogoče večkrat povedati, ker prvič ne sprocesira vseh teh stranskih učinkov zdravljenja, obsega bolezni. In če seveda zdravnik tudi sam verjame v to zdravljenje in v klasično medicino in v svoje izkušnje, bom rekla pri sebi dolgoletne izkušnje, potem tudi bolnik zaupa. Večina bolnikov se premisli in se potem odloči za neko klasično medicino. Sploh, če vidijo, da pravzaprav ni čudeža v res tisti alternativni medicini, kjer se popolnoma odrečejo neki klasični medicini. Največkrat verjetno gre pa za kombinacijo, ne, da si ljudje sami malo pomagajo ob uradnem zdravljenju, ki ga povsem izvajajo, spoštujem, vanj zaupajo. Kar nekaj, ne. Predvsem je zelo, bom rekla, popularna prehrana.
Ampak tukaj imamo mi dietetike, prehranske strokovnjake, katerim napotimo čisto vsakega bolnika praktično, tako da tudi tukaj imajo oni eno podporo. Pravite, da ste že skoraj 28 let uštevši specializacijo na področju torej limfomov. Še dolgo boste delali, raziskovali, sodelovali in zdravili svoje bolnike in me zanima, če boste kdaj stopili tudi na kakšno drugo področje onkologije. Zaenkrat ne razmišljam o tem. Jaz imam rada svoj poklic, imam rada tudi te bolnike z limfomi, tako da zaenkrat ne razmišljam o tem. Torej, moja onkologinja 2021 ostaja na oddelku za limfome. Tako zaenkrat ostajam na oddelku za limfome in se zahvaljujem seveda za to zaupanje, ki so mi ga bolniki dali, in seveda čutim to kot obveznost za naprej, da se bom še trudila biti dobra onkologinja. Tanja Južnič Šetina, najlepša hvala, da ste si še enkrat vzeli čas, prišli k nam. Še enkrat iskrene čestitke za ta naziv, ker ne vem, če je lahko v resnici kakšen težji kot tisti, ki ga zdravniku dajo bolniki. Hvala lepa tudi vam. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!